Lepo pozdravljeni vsi naši Ne bom. Mi da v stran pogledava. Lepo pozdravljeni vsi zvesti poslušalci in vsi novi poslušalci, ki poslušate Tangento, uradni podcast kolegija v Ljubljani. Na ta prelep marčevski dan smo z vami spet Peter, živijo. In Janez. in pa moja malenkost. In danes bomo govorili o eni zanimivi temi, težki temi. Se mi zdi, da smo se vsi že z njo soočali ali pa se še moramo soočati, se soočamo. In to je odhajanje od doma. Ali lahko sem preskočil? Jaz mislim, da je tako zelo energično. Tako zelo fajn. Uvod je bil fajn. Ja. Okay. Ja, draž res, ja. Je res? Okay. Ti lahko zdaj kar skozi. Ja. Ali pa tudi, če ne, ker vam imela skozi. Lej, pa skozi. Ne, mislim, da je tako zanimiv. Je pa ne sme biti skozi. Je kaj bodo skozi mene poslušali. Ja. Ok, ne, res. Me zanima, kdaj sta vidva prvič šla od doma. Pa tako, zdaj bomo začeli čist v otroštvu, recimo, da si šel recimo na ali neko potovanje, ne vem, na kolonijo ali pa v šolo v naravi, ki si res tako, kakšni prvi spomini iz otroštva še na to, ki si prvič šel od doma. Ali pa, ja. Je šolo v naravi, ne? To so bile te prve izkušnje, tisto pač par dni. Jaz mislim, da v vrtcu že smo šli neki smučati na Pokljuko. Za par dni. Okay. Ja, to so tiste prve izkušnje, ne? Brez staršev, ki bi No in znali. kakšne so te izkušnje, občutja, spomini? Ja, meni niti dobro se ne spomnim. Vem, da mi je bilo tako, mislim, da niti ni bilo nič posebenega. Zato, ker imaš ves čas okrog sebe prijatelje in je tudi zdi se ti res dober, ne? Tako vznemirljiv je zato, ker nisi v šoli več, ne? Ampak čisto v nekem novem okolju tam in tam delaš stvari s svojimi prijatelji, ne? In pravzaprav sploh ne pomisliš na to. Se pa spomnim vseh tistih intenzivnih priprav, ne? Prej, kaj vse moram paziti, ne? Kaj vse moram s sabo imeti, pa gleda, ne boš kaj izgubil in tako, ne? Pa vem, da sem dobil v svojo denarnico en listek, ki je gor pisal obe številki, telefonski, mami, oči in poje spodaj, vedno je kdo doma. Kako lepo, da so se spomnili na te. Ja, Na tak način. Tega se spomnim, ja. Jaz se spomnim pa, da je meni mami šivala gor na vse obleke. En tak vzorček, en tak trakec, da sem ja videl, kaj je moje. Ja. Pa mojemu bratu, ki je 2 leti pa pol mlajši od mene, ne, je ugotovila, da je veliko bolj simpel, da vzame alkohol, pa ne tako je to pitno. Zanimivo. Jaz se pa niti tudi ne spomnim. Jaz se spomnim tisto, ko smo šli v 2. razredu v Medvedje Brdo. In meni je bilo pa kar malo strašljivo, ni bilo tako, kar Peter tep, da je bilo tako wow, novo. Ne. Mislim, sej mi je bilo zanimivo, ampak tako recimo prvi večer je bilo kar malo neprijetno, ne vem. Ker sem bila prvič toliko dolgo časa od doma, pa ne vem, nisi navajen v tiste rutine, ki imaš vsak dan, pa prilagajati se moč. Cimre sem imela katastrofa, ne se, bili so v redu cimri, ampak tako. Ja, je bilo malo hecno. Sem imela kaj domotožja? Ja, ne spomnim se, da sem jokala, vem pa, da je mene ni bilo v 4. razredu, ampak mi je pa potem sošolka prepovedovala, da so ene punce ful jokale, da bi rade šle domov v 4. razredu še. Tako da, ne vem, mogoče sem, mogoče nisem, ne spomnim se. Ja. Vem pa, da sem imela sigurno ultra priprave, kje je kaj, da se vedno obleči po sistemu čebule, vse dvojno, sončna krema, tako, vse.
Ja, jaz pa tudi, mislim tudi kar tako, ne, ni zdaj traumatično, da bi me ne vem kaj zaznamovali, ampak tako, je pa en ta grenk priokus bil, ne vem. Meni se zdi, da so bili vsi tam učitelji ali pa vzgojitelji vedno ful tečni, tako spomina, ne. Da jih je vse stera vrgel, ne. Ja, pa moje so bili čisto živčni, mislim, če se ti podere sistem novo okolje. In meni je to tako pa zakaj mi je treba, ali doma je saj mer, nekako relativno dobro se zastopimo doma, zakaj moram biti zdaj pri teh tečnih ljudih. In vse karkoli, včasih si imel res občutek, da zazehaš pa jih stera vržene. Ne, jaz imam take občutke glede tega. Jaz se pravim, jaz nisem imel nikoli kakšnih takih, veš, ne vem, ne moram reči, da sem čutil ful, ne vem, kakšno žalost, ne, ker te zaposlijo, ne, tam je tvoja družba skozi in sploh nimaš časa misliti na kaj tasga. Je bil pa zmeraj en tak moment takrat, ko tako, to je dosti specifično, se mi zdi, ampak zmeraj sem rad tako čisto malo živčen takrat, ko si bil že na avtobusu, ne, in pripravljen, da odpelje in si mahal dol z okna svojim staršem, recimo. Ne vem, to mi je zmeraj bilo tako tisto. Takrat sem pa res malo čutil tudi smoka v grlu, ne, in tako. Ampak to pa je tudi hiter mine, no, ki, no, veš, po avtobusu odpelje, ne, in pa je pa smok v grlu za nazaj grede, kad je pa škoda, da greš. Ja, reč res, ja. Takrat je pa zaradi tega vračanja, ne, je pa isti feeling, tako, no. Zanimivo, kaj pa, kad sta bila starejša, recimo, pač odhod od doma je recimo po moje ena velika prelomnica, sploh tam, kad se gre iz osnovne šole v srednjo šolo. Jaz sicer nisem imela te izkušnje, ker sem ostala lepo doma. Ne, se jaz isto ne. Jaz sem se vozil. Jaz še na faksu sem bil doma. Jaz tudi. Mogoče bi rabila še kakšnega gosta, ki bi imel to izkušnjo. Peter. Ne, še da je že v srednji šoli šel doma. Aha. Ja, jaz sem se skozi vozil, ne, redno sem pa tja, ne vem, no, niti. No, pri teh sošolcih, recimo, ki so bili tam, ne, je bilo malo drugače to, da so oni že takoj prvi dan, ne, šole so se med sabo že tisto razumeli in so že imeli neke interne fore in si se tam počutil malo tako, ne, zdaj sem pa jaz nek outcast kle. Tako da ja, je bila očitno v tem tudi neka prednost, ne, se pravi, zaštartati, ne, tako bolj celostno zaštartati gimnazijo, ne, in biti res tam fiksiran in se osredotočiti na šolo. Tako da, ja, no, to. Sam po drugi strani, jaz se pa zelo spomnim tudi, koliko so glih domovci, ne, res zelo si želeli domov za vikend in so res pač komi čakali, da grejo domov, ne. Se mi zdi, da pač pri meni takega občutka nikoli ni bilo, ker dejansko sem bila res vsak dan doma, ne. Ja. Ne vem, pač ne pogrešaš oziroma se ne veseliš po koncu šola, jupi, zdaj grem pa lahko domov, ne, ampak če te pa res dolg časa ni, pa da končno vidiš spet družina, pa res pol lažje greš oziroma z večjim veseljem greš domov. Ker z distanco lahko tudi stvari bolj ceniš, ne. Jaz bi temu rekel efekt egiptovske čebulje, ne. Zdaj malo pretiravam, ampak tudi, ko gledaš, recimo, v Exodusu, ne, nekako, ko so imeli pomankanje nečesa, ne, hrane, takrat so se pomnili tisto čebulo pa meso, koliko je bilo fajna, ne, pač, dobro, zdaj ne mislim, da je biti doma tako, kot biti v egiptovskem suženstvu, ne, ampak je pa... Ja, kaj pa vem. Je pa ta vidika, ne, pač z distanco, z razdaljo lahko tudi kakšne stvari začnemo bolj ceniti, ki se zdijo prej samoumevne, drugače jih pa jih ne znamo videti. Ja. Pač in verjetno je dobro, ne, da ti to izkusiš čim prej pravzaprav, ne. Že ob začetku gimnazije, da se malo tega začneš zavedati, da malo dobiš občutek za to, ne. Ja. Mislim, če pa nimaš te, pa ni nič hudega, pač, mislim. Ne vem, sej nimaš druge izbire. Ja, pač, če imaš izbiro, ja, če ne, pa ne. Ja. Ne vem. No, ampak če bi vidva imela izbiro, pač da bi šla še enkrat, bi šla v dom, bi hodila iti v dom, da bi šla že malo prej od doma ali ne?
jaz, ko kar nazaj gledam, mene kar metal, tako da po mojem, hvala Bogu, da sem bil doma. Mogoče me pa bolj zresnil, ne? Ankoli ne veš. Ja, pa ne. Veš, Ja, tam je, pač tako zelo je, nekako se počutim zdajle, tako kot je bila druga epizoda lansko let, ko sva govorila o prihodnosti, ko smo na koncu gotovila, ja, lahko je eno, lahko je pa drugo, Ja, ne saj. moramo vedeti. Ne? Ne vem, bi bila pa mogoče lepa izkušnja. No? Mogoče bi raje šel na fakulteti na svoje. To bi pa zihar premislil, če bi zdaj še enkrat odločil. No? ne, jaz otvorite ne, takrat, ne vem, se nisem počutil tako, no. Se spomnim, da takrat nisem imel te potrebe, ne, da bi, ne vem, recimo zavidel tem dijakom iz doma to, da so tam, ne. Mene bo všeč, da grem lahko domov, ne, pa da lahko doma delam stvari. Tako da ja, ne, nikoli nisem, takrat nisem imel te potrebe. Ja, jaz Za tudi kaj nisem takega. imela. Se mi zdi, da v srednji šoli. Čeprav ja, pol recimo pa kasi na faksu. Pa sploh, če imaš tudi, ne vem, take sošolke, sošolce, da so veliko z doma oziroma da so tle v Ljubljani že tako res samostojni, imajo svoje stanovanje. Tudi če delajo, da ne vem, za najemnino, a ne, in so res neodvisni, bolj kot ne od staršev. Se ne vem, včasih pa jaz polkrat tako malo počutim, da jaz sem pa še vedno doma, pa še vedno v našem gospodinjstvu en pralni stroj, en pralni stroj pera, ni meni treba vedno skrbeti za to. Tako ne vem, se mi zdi, da so tisti, ki so se mogli prej navaditi na samostojno življenje, ja, malo prej odrasli. Ne vem, da prej moraš prevzeti odgovornost sam zase. Jaz sem isto imel podobno izkušnjo. No, se mi zdi, da takrat na faksu, ker je prišel en trenutek, ko si rečeš, stagniram, veš, tako. Mogu biti naprej, ne. Ampak po je bilo kar ena par let tak feeling, dokler nisem šel k jezuitom. Pa sem se pa naučil prati. Tako. Srajce sem pa že prej, mislim, daleko. Enkrat mam iznorela in rekla, a ti imaš rad srajce? Sem rekel, seveda, pa se jih pa likat nauči. In pa sem se jih likat naučil, ne. Ampak je pa tudi tako, ne. Ja, kakšne take res stvari, ki so spet bomo šli nazaj k čebuli, ne. Žehte, ne, se pravi, prt, pa da je hladilnik poln, pa ne, da prej nisem imel to, mislim, da sem tudi že prej v Štecuno hodil, pa mi ni bilo nakoli tuje, ne, doma. Ampak malo pa imeti, kaj manjka, tega pa nikoli ni bilo treba, ne. Ponovno sem spisek, kdo bo to pa je treba iti kupati. Ampak zdaj, ko sem pa odgovoren v skupnosti tudi za en del nakupov, je pa drugačno, moraš pa malo gledati, pa da ti kaj reče, sicer, ampak moraš pa sam prej malo že videti, pa kdaj je. Sploh za kruh je tak pri nas enigma. Kdaj ka gre hiter, kdaj pa ne gre, ne. Pa moraš pa malo, kako zdaj, ravnati s tem stvarmi, ne. Ko prej ti pa ni bilo treba tega, ne, pač. Ja, en kup stvari takih mehkih, ne vem, ka mogoče tudi zdaj opažam, mislim, pridejo več potem starosti, a ne, kar naenkrat moraš pol, ne vem, še ti tudi na pošto hoditi, kakšne račune ali pa plačevati ali pa, ne vem, take mehne opravke, ki ti jih prej nikoli ni bilo treba. Ne vem, meni gre v bistvu popraviti svoj dan dosti na živce, ker se mi zdi, da ti toliko uničijo rutino dneva, oziroma meni je to tako, zdaj moram iti pa še tja na pošto, pa še tisto moram iti nakupiti. Tako, Ja, ne vem, je ful, kar ja. fino, če se kar pojavijo stvari doma, ne da bi vedel, kako je do tega prišlo. Tako da ja. Je ful enega dodatnega časa, moraš pa še za te stvari izredirati. Sicer jaz se spomnim, da mi je bilo zelo dobro, ko sem lahko sam hodil v trgovino po svoje stvari, ne, se pravi tisto, kar je bilo meni dobro, ne, in sem si pač lahko oblikoval svojo kakor prehrano in tako, ne, pa svoje navade in take stvari. Tako da ne vem, ta vidik te samostojnosti je bil meni kar všeč, ampak je pa še kar res, da nič ne premaga tistega
obroke doma, ne, ko prideš domov. To je čisto druga stvar. Ampak to je bilo meni čisto všeč, ne, tisto zgraditi neko, da imaš občutek, no, da si začel na nečem delati, se pravi graditi nek svoj samostojen vsakodneven življenje. Ne. Tako da to niti ni mi šlo toliko na živce, ne. Kolikor se spomnim. Ampak je bilo pa res drugače tako. Tudi ni bilo toliko tega, jaz sem vsak teden hodil domov, mislim, za vsak vikend sem hodil domov. Mogoče z tega vidika to ni bila zdaj res toliko močna izkušnja neke, ne vem, kakšne neodvisnosti in tako, ne. Ker sem še zmeraj pač na 5 dni sem šel domov in bil doma 2 dni in pa šel nazaj in tako. No, jaz sem bolj radikalno, ne. Dobro, sem šel v eno okolje, ki je tudi dokaj strukturiran bil. Vse novicijat je zelo strukturiran, zelo jasno za določene zadeve, ne. Ampak kar naenkrat tam smo si mogli sami predpalikati. Pa vem, da prvi klic je bil mami, čakaj kaj, na 30, ne. Polavari, kako so pa polavari, tako da sem si 2-3 polavari ničil. Na začetku pa sem pogruntil, kako se gre, sploh volna, ne. Tako, ampak se pa naučiš, ne, počasne. Vse, kako so pa recimo tvoji starši dojemali to, kar si rekel, da si šel tako pač iz nule kar naenkrat pa v novicijat pa tako. Ja, to je treba njih vprašati, ne, ampak ne vem. Ampak kaj se je poznal na vašem odnosu? Jaz mislim, da je šel na boljš. Ker neke napetosti prej so bile, no. Zdaj, ko nazaj gledam, se mi zdi predvsem nekako ti čutiš, da nisi več otroka, ne. Pač imam, karikiram zdaj 25 let, 23, 22 let, maturo sem že naredil, fakulteto, ne. Se pravi, nekaj sem že sebe naredil, ne. Ampak pa doma je pa vedno še ostane ta odnos, ne. Ti si ta otročiček in je ta napetost, ne. Pa prerežeš, ne, malo popkovino, če rečem tako, sicer boli, ampak se mi zdi, da dobi pa odnos eno dimenzijo, no. Jaz se mi zdi, da starše sem veliko bolj začel spoštovati. Vidiš pa mogoče, da tudi tiste stvari, ki si premislil, da je vse slabo, pa ni spet toliko, no. Pač delali so najbrž tudi napake, tako kot sem jaz delal, ne, v odnosu do njih. Ampak koncev pa se mi zdi, da jih veliko bolj cenim, no, njihov odnos. No. Se mi zdi, prej si govorila od Cmoku grlu, se spomnim jaz v 2. letniku novicijata, pač navada je tako, da te za 5 dni pošle domov na počitnice. Jaz sem malo podaljšal, ker je bilo takrat pri Jožefu glih posvečanje 4 jezuitov, se pravi, koliko je to že nazaj? Je 2 let, 3, 4. In je bilo, ja, mislim, da ste šli na glavno postajo me pospremiti. Flixbus pride gor, Cmok v grlu, ne, pač tudi spet tujina, pa tako še dom je dom, ne. Vse ljudi spet še enkrat zapuščaš, ne. Ampak pa sem si pa rekel, pač lahko te prevzame nostalgija, po drugi strani je pa rekel, ne, zakaj bi mogel nostalgično pristopati, ampak res za eno hvaležnost je, lej. Hvala Bogu, ne, da imam te odnose, hvala Bogu, da lahko čutim to, da mi to pomenijo, da čutim težavo, da grem od njih, ne. Pa je pa lažje, ker je tako, no, se mislim, pa moraš perspektivo malo obrniti, no. Ampak to je bil tak lep trenutek, se mi zdi, no. Se ga živo spomnim, ne. Tako, no, meni mislim, da je to naravno, no, do neke mere, da moraš pretrgati, ne, da lahko rata preveč boleče, pa preveč hromi starše in otroka, če naprej režejo te popkovine, no. Živo se pa spomnim to prav ta vidik. Pismo, jaz imam že tudi nekaj let, jaz hočem na svoje, ne. Ja, tega se spomnim, ja. Ampak pri meni je tako malo nihal. Včasih si res rekel,
jaz pa toliko in dolgo let, jaz bom zdaj zase odločil in ne vem kaj, ne, ampak ne vem, pa si pa vstal, ne vem, se to je tako malo, ne, pač celih 14 dni, ne, od doma, kot študent recimo, ne, in je bilo že nekaj drugače in si se tudi že takoj začel malo drugače počutiti in si opustil tista stališča, ne, in si pravzaprav hotel domov malo spet, ne. Ampak tako se mi zdi, da pri meni pač to se je pa tudi čez leta umikalo, ne. Vmes je bila seveda tudi še karantena in tako naprej, no, in pa so se pa te občutki itak so šli čisto po svoje, pravzaprav se mi zdi, ne. V smislu, da zdaj mogoče nimam več toliko problema s tem, no. Nekako prehajam med Ljubljano pa domom, ne, in gre kot gre. In ti je pač dobro, ko si doma, da si doma in ti je dobro, ko si tukaj. Ja, res je, točno to, ja. Ker se, kot si tudi rekel, Janez, pač sem jaz tudi videl, da tisti čas, ko sem doma, jaz precej bolj cenim, no. In mi ni več tako neki samoomeven. Tako da to je nekaj res dobrega, no, kar ven iz tega lahko dobiš, se mi zdi. No, pa tudi starši se mi zdi, da saj mene, no, tudi oni te začnejo na drug način gledati, bolj enakovreden od nas rata, ni toliko več podrejen, no. Ja, ne vem, meni se zdi, da jaz še ne vem, če smo doma že prerizali to popkovino, ker sicer jaz na vsake toliko imam kakšne take ideje, jaz bom šla pa zdaj na svoje, ne, in tako si bom nekaj dobila, bom lepo delala, pa bom tako samostojna, ne. Ampak po drugi strani je pa, ja, kot ste že oba rekla, res fino. Če prideš domov, pa je že skuhano kosilo, si ne rabiš ti nič pripravljati. Pa tako, ja, da je več poskrbljeno zate in se ne rabiš ti ukvarjati s takimi malenkostmi in mi je mogoče to tudi res zdaj pomembno v smislu, da če imaš nekoga, ki zdaj še skrbi zate, tudi če sem zdaj še vedno tako stara, imaš pa, ne vem, več časa za to, da se posvetiš tistim stvarim, ki so ti pa res všeč ali pa ki te veselijo, ker ne vem, recimo, da pač jaz imam to srečo ali pa to priložnost, da živim v Ljubljani in ne vem, že to, da se mi ni treba nekam voziti, pa da bi mogla potem še delati, da si plačujem stanovanje. Ne vem, imam veliko več časa za študij oziroma tudi za vse ostale stvari poleg študija, ki me pa tudi gradijo. Tako kot so pa mogoče nekoga drugega, kot je mogoče nekoga drugega to, da je pa šel od doma in se pač mogel soočati s tem odraslim načinom življenja in odgovornosti in to. Ampak ja, se mi zdi, da bom pa mogla počasi narediti kakšen korak v to smer, da ne vem, da bi pač sam probala iti za nekaj časa od doma, da vidim, kako je, ker se mi zdi, da nisem imela sploh take izkušnje, ne, da bi šla za dolg časa nekam, pa da bi tam, pa da bi mogla biti potem res odgovorna sama zase. Dobro, pač kakšna enotedenska potovanja ne štejejo, ker se vse pač vrneš nazaj. Ne vem, tako da bom še videla, kaj bo. Ja, ne vem, no, zdaj, ki si lih potovanja omenila, no. Mi smo imeli tisto, z dvema kolegama sem šel po maturi na potovanje tako po Evropi, ne, ki je trajalo 35 dni vse skupaj in to je bila kot neka taka iniciacija zdaj v novo življenjsko obdobje in tako, no. Ja, in smo se tudi o tem ful spraševali, smo se ful pogovarjali, tudi te teme so pa prišle, ne vem, ko sediš na vlaku, recimo se peleš od ene destinacije do druge in pač debatiraš stvari in je bilo ful tega, no. Odnos z družino in zdaj, ko bomo toliko časa na poti, no. Ampak se mi zdi, da takrat je bilo to tako malo zdramatizirano vse skupaj, no. Ker pa smo se itak navadili na ta življenjski slog, da smo bili z doma in tako, ne. Sicer smo tudi redno komunicirali z starši, bolj ali manj redno, no. Zdaj, kakšen je bil tako res skoraj vsak dan v kontaktu, jaz recimo ne, no. Ampak to je spet od človeka do človeka, ne, koliko ti... Ali pa od staršev. Ali pa ja, od staršev do staršev, ja. Koliko imaš te potrebe pravzaprav, ne. Ampak koliko je otrok doma. Ja, tudi to, ja. Ker pa kakšni so pa kar veseli, če grejo, kar pejte. Ker da bo eden manj.
Ne, dobro, zdaj to mogoče malo moška perspektiva, ampak to, ko gledam jaz zdaj kakšne starejše generacije, kot je recimo tudi služenje vojaškega roka, a veš, je en mejnik bil, ne? Ja. Ok, zdaj 18 grem pa vojsko služiti, pa gremo doma. Pa bom dokazal, da nekaj znam. Ma ne vem, če je bilo to, ne. Mogoče je to bolj zdaj, ja. Ja, ampak takrat je bilo pa pač treba. Ne? tudi bolj ta vidik, da boš preživel, ne. Mislim, ni bilo kar vse tako samo po sebi pomembno, no, ne vem, predstavljam si sploh. Je le orožje pa to, ne veš, kaj se lahko zgodi. Pa. Ampak je pa tudi iti doma zase poskrbeti. No. Ne vem, kakšen tak preskok se mi zdi, da naši generaciji malo manjka. Ne vem, daskrat sem kakšnega slišal, enkrat je en znanec rekel, se prav spomnim, mi nimamo vojske, zato imamo pa Erasmus. A veš, pač je tudi en tak izkušnja, ne? Ja. Iti doma, znajti se sam. No, ampak recimo, koliko se vama zdi, kako razumete to neko normalno mero za ta čas, normalno, kdaj je normalno, da bi mogoče starši začeli od svojega otroka pričakovati, da bo začel več razmišljati o svoji samostojnosti, oziroma kdaj je za vaju normalno, da otrok dejansko sam prevzame to inicijativo. No? Recimo, da se vam zdi normalno, da se čez študij recimo otroka še podpira, ne, pa da ima nek podoben življenjski slog kot recimo v gimnaziji, ali bi bilo treba na to misliti prej ali kasneje? Meni se zdi, da je v veliki meri to odvisen tudi od tega, kaj si pač vsak sam želi. Ne? Ja. Ne vem, kakšni so zelo tako po srednji šoli, ne? Jaz sem pa pač zdaj sem pa 18, matura, zdaj sem pač odrasel in bom poskrbel sam zase. Kakšnim je fino, da se jih čez študij še vedno preživlja, da pač imaš tudi več ugodnosti oziroma bolj lagodno življenje, tudi študentsko, ker ni treba skrbeti za to, kdaj bo plačana najemnina, pa kako bom do tega denarja prišel. Ne vem, recimo, če gledam zdaj na to kot pedagog, moraš itak otroka ves čas navajati na samostojnost, ampak pač do mere, ki mu je primerna. Ne? Mislim, za nekoga je že to samostojnost, da se pač sam obleče pa zaveže vezalke, ker pač da to naredi sam. Ampak dobro, recimo, da to od 18-letnika bi pač pričakoval precej več. Recimo, ajde. Ne vem, meni se zdi, da je res odvisen od posameznika, ampak da to, da znaš poskrbeti zase, pač pride nekako z leti in da pač, ne vem, na koncu srednje šole res že, tudi če ti je še ponujena možnost, da pač skrbijo zate in to, da vsem si takrat že dosti sposoben, da bi bil pripravljen skrbeti zase. No. Da bi se znašel v svetu, da, ne vem, bi znal komunicirati, da bi pač znal reševati težave in tako naprej. Do neke mere, tudi če si doma, se mi zdi tudi, da znaš poprijeti za delo, se lotiti nekega, denar zaslužiš. Ne? In pač se osamosvajaš nekako na ta način tudi. Ne? In to se mi zdi tudi pomembno. Pač. Najbrž mora to dvojiti nekako z roko v roki, se pravi, da ti ob podpiranju dejansko uspeš sam razvijati to zavedanje oziroma te sposobnosti, da poj. Ko je čas za to, da je ti podpore konc, lahko dejansko ti sam prevzameš vajeti v svoje roke in greš čisto sam naprej. Nekako. Čeprav mogoče bo včasih celo lažje, če je ta samostojnost tako malo šok terapija, pa je kar naenkrat, kot se obliž na hitro potegne, ne. Kot pri živalih. Da se pač hitro loč, mislim, zdaj pa plave, ne. Da se pa znajti. Ne vem, pa moje tukaj je res spet odvisno čisto od tega, kakšna osebnost je kdo. Ker pri nekom bi
bi bila to res velika stiska, če bi ga kar naenkrat poslali, ne vem, nekdo pa res rabe eno tako brco, da ga malo spravi iz cone obdobja, pa da se enkrat res sam zase postavi, pa sam znajde. Tako da ne vem. Ja, se tudi se mi zdi, da so čist različna okolja, ne? Mislim, različne družine. A veš, nekje je res tako, no, da se na otroka res pas in tako naprej, ne? Nekje otrok temu pa kontrira, ne? In se hoče sam nekako ven rešiti v bistvu. Oziroma to skrb razume kot spone pravzaprav, ne? Ki se jih hoče rešiti. Ali pa tudi nima neke skrbi in more že kot otrok v bistvu zelo odrasti in poskrbeti zase. Zdaj na mestu pride predvsem Kalila Gibrana, poznata vidva, ki sta poeta, Prerok, ne? Tam, ko govori o otrocih pa starših, ne? Mislim, da vzame simboliko loka, ne? Ki, mislim, da vzeti celo iz enega psalma, zdaj se ne spomnim. In pač tam govori, ne? Mislim, da začne vaši otroci niso vaši otroci, sinovi večnosti ali nekaj v tem smislu. In pa pride do loka, ne, se pravi, lok kot napetost tega odnosa, se pravi, da je en tak konflikt, ne. Ampak lok do neke mere, ta napetost v odnosu, moraš spustiti, da gre puščica naprej. Če ne spustiš, ne, te ti v poči, puščica ne poleti, ne, se pravi. Lok v nekem smislu nima več funkcije, puščica pa tudi ne. Ja. Tako se mi zdi taka lepa prispodoba, ne, na ta tudi način samosvajanja, ker je do neke mere ena napetost. Predvidevam, da tudi starši si želijo dobro za svojega otroka, ampak pa ni nujno, da vedno, kar oni mislijo, da drži, ne. Otroci pa tudi mislimo, da vemo vse, pa ne vemo vsega, ne, se pravi. No pa sej, ja. Veš, ti želijo dobro, ne, ampak kaj je dobro v njihovih očeh? Tako, ja. No, sta zmeri zate skrbeti? Ni ene absolutne resnice, če potem sem rečem, se pravi. Ja. Ali je dobro glih to, da ti hoče narediti neke sorte, kot se je rekla, šok terapijo, ne? To bo dobro za njega, da se bo res postavil na svoje noge, čeprav je lahko na površju, a ne zgleda grdo in tako. Ne? Čeprav meni se pa zdi, da je tukaj bolj vprašanje varnosti, kar se staršev tiče, ker se mi zdi, da hočejo predvsem zaščititi svoje otroke, ampak svet je tak in življenje je tako, da ne glede na to, kako poskušaš, pa življenje gre naprej in teče in starši ne bodo vedno tam, da bi otroka čuvali in ga vedno reševali iz težav in poskrbeli, da se mu ne bi nič hudega zgodilo. Tako da se mi zdi, da je včasih staršem tudi težko spustiti nek ta nadzor, ki ga imajo, mogoče se jim zdi, da lahko bolj kontrolirajo neke dejavnike, ki vplivajo na življenje njihovega otroka, potem pa pač tudi ko otrok sam hoče, da popustijo, pa oni ne vejo, kako bi, ali pa jim je težko. Po drugi strani smo pa tudi otroci včasih taki, da smo bolj trmasti, pa potem, ko ta podpora ali pa pomoč enkrat popusti, pa ugotovimo, kaj nam je dejansko pomenila, pa da je biti odrasel veliko težji, kot mogoče predstavljamo. Ali pa, ja. Tudi, jaz mislim, da saj spet prej sem rekel, razumeš bolj starše. Ne? Tudi nazaj, ko vidiš v pismu. Ok, zdaj razumem, zakaj so tako reagirali. Ja. Pa res ni bilo lahko. Ne? Ampak v tistem trenutku te grejo pa sam tok na živce. Ja, ne vidiš, pač ne vidiš, ker je... Ne moreš videti, ni variante, da vidiš. Ne? Ampak to se mi zdi pa tudi lepota odnosa, ne? Da pa okej. Da znaš tudi tako nazaj gledati, mogoče da se kdaj pravičeš, čeprav to vedno pozabimo. Pač to je tako, se meni tudi zdi, čisto taka normalna posledica tega. Veš, ki se ti razmerja teh odnosov se začnejo spreminjati, ker ti začneš imati kontrolo svoje roke in potem, ko dejansko odideš enkrat, so pa lahko tudi potem, lahko pride do posledic
znotraj zakona, ne, med mamo in očetom. Ne. Recimo, jaz sem bral, da dejansko se lahko te stvari poje tudi tako. Mislim, moje kontraintuitivno se mi zdi. Ne bi takoj pomislil, da zdaj odhod otrok iz primarne družine, da bo zdaj to povzročil ne vem kakšno katastrofo med staršem, ampak dejansko lahko do tega pride, ne, in med temi posledicami je tudi pač depresija, ne, pa alkoholizem in čisto splošno težave v zakonu. Ne. Tako se mi zdi zanimivo. Ker tudi za njih je preskoka. Oni pač prej so navajeni, da so otroci doma, ne. Tudi nekako zapolnijo dan. So navajeni otroke imeti doma 30 let, pa kar naenkrat noben ga ni več doma. Ne. Okay. Kaj ne pa zdaj? Kva so že midva počela 30 let nazaj, ko so bile sama. Ne? Pa kdo sem jaz zdaj? Ja. Kdo sem postal v teh 30 Se pravi, letih? se nekako na novo se razmešajo karte. Ne? Identiteta lahko, moraš obnoviti malo to. Ne? Kdo sem, ne? Ampak je pa zanimivo vprašanje, pa je tudi, a veš, a je otrok nekako pred svojim odhodom, ne, a je v bistvu dolžan nekako razmišljati o tem, kakšne posledice ima lahko to za starše, ali je tukaj njegova naloga predvsem to, da se osredotoči nase pa na svojo prihodnost? Jaz mislim, da se mora nase, ne. Pač, dobro, z eno usmeritev tudi na starše, no, ampak ja, ampak sem se tudi, kaj bi ta usmeritev lahko odnos je tako med očetom pa med možom pa ženo, ne, v tem smislu, ne. Jaz mislim, da podoben se Carter razmišlja, pa tudi en šok, ne, ko se rodi prvi otrok, ne. Mogoče prej sta navajena, zdaj spet iz ozuni gledam, ne. Prej sta navajena živeti, ne vem, tako zelo intenzivno skupaj in pa kar naenkrat, ne vem, je otrok prvi, ne, otrok ne more v prvih letih brez mame, ne, tudi mama se bolj naveže na otroka, kot na moža, ne. Ja. To je lahko tudi zelo pretrese cel sistem. Tako da, ne vem, izziv je, da se v teh stvarih vse pogovarjaš, ne. Ja, pa da to se prvo, ne, izziv, mislim, no. Mogoče, da se probaš pripraviti na to obdobje. Ja. Kako bi potem lahko obvladal te procese, ki so, ne vem, a so izogibni ali so neizogibni. Ja. Ne? Ne vem, jaz se spomnim, enkrat je en španski jezuit rekel, da jezuit se mora tako ponovno roditi vsake 6 let, ne? Ko se zamenja poslanstvo in dobiš novo poslanstvo. Ne? On je bil prej, mislim, da v Evropi kot tajnik Evropskega provinciala, se pravi, ne, v bistvu je predsednik konference Evropskih provincialov, on je bil njegov tajnik, in nam je razlagal, ja, 6 let, jaz sem predelal na srednji šoli, pa sem me poslal v Bruselj, nisem vedel, kaj pomeni to tajnik, kar naenkrat, prej sem pa mislil, sem bil, ok, jaz jezuit, delam na šoli, to je moje poslanstvo, ne. Se pravi, biti jezuit se zelo naveže na poslanstvo v šoli. Ok, kar naenkrat zamenjam, zdaj pomeni jezuit ne, da sem na šoli, ampak da sem tajnik, da gledim zadeve, organiziram zadeve. A veš, je podoben princip, ne? Kako zdaj se v tem znajdem, ne? Identiteta je nekaj fluidnega, se spreminja s časom, ne? In to je isto, se dogaja v zakonu, se dogaja tudi v odnosu starši, ne? Kaj pomeni, da sem jaz sin? A to, da mi mamica pere, pa da me lika? Ali tudi mogoče, da se osamosvojim, pa pridem nazaj, pa se pomeni, a veš, stvar se spreminja, ne? Biti otrok pri 18 je drugače kot biti otrok pri 3 letih. Ali sin, ali ščerka, ne? Tako da mogoče tudi v bistvu odhajanje od doma, ni samo prav odhajanje od doma, kot si rekel, neko pride do nekih mejnikov v življenju, ko pač moraš se posloviti od nečesa, ali si to obdobje pač prerasel in moraš zdaj naprej, ali ne vem, se zgodijo take, ne vem, pomembne mejniki, recimo zakon, otrok, ali pa recimo pač, če vstopaš v neko redovno skupnost, da odhajanje od doma ni samo odhajanje od doma, ampak ločevanje ali pa odhajanje od neke domačnosti, ne?
ker se nekje udomačiš v določenem obdobju, ampak čez nekaj časa moraš pa tudi iti ven iz tega in si poiskati nekje nov drug dom, malo drugačen, ker si tudi ti drugačen, se drugje udomačiti med drugimi ljudmi na drugačen način ali pa med istimi ljudmi na drugačen način. Tako da ja, v bistvu to odhajanje od doma se po moje vse življenje dogaja. No? Ja. A imam lahko 5 minut teoloških? Ja. Tikar. Gre, jaz mislim, da je pač, lahko bi rekel tudi, da je ta skrivnost velikonočna. Ne? Gre za umiranje pa rojevanje, se pravi. Transformacijo. Ne? Ja. Se spreminja skozi, nenehen cikl. Ne? Kaj je, umreš v neki stari zadevi, da se lahko nekaj novega rodi. Ne? In pač ta proces je dostikrat tudi povezan z bolečino. Je sestavni del tega. Ne? Ni vse samo rožice pa ptički, ne? Ampak je tudi, ker je nekaj neznanega, nekaj... Ja, pa tudi nimaš sigurnosti, ne? Je vedno Ja. In na konec koncev je tudi, že smrt samo po sebi je ena izkušnja, v katero lahko vsak sam stopi, ne? In pač na nek način tudi odhod od doma, ne? Pač moja izkušnja, lahko zdaj govorimo karkoli, ampak moja izkušnja ne bo ista kot tvoja, Peter, ne? Ali pa tvoja Iva, ne? Se pravi, je vsak na svoj lasten način tudi živi to izkušnjo osamosvajanja, rasti. Ne vem, no meni se zdi sploh ta vidik zanimiv, no, da je to pač, ki se omenil strah, ne, bolečino in ta proces, da je pač tak, in to je za obe, a ne, za obe strani v tem odnosu. Ne. Tako, se pravi, čisto intuitivno bi najprej pomislil, ne, da je to problem predvsem za otroka, ne, in otroku je težko, ker mora zdaj spremeniti svoje življenje in sam začeti skrbeti, ja, in tako naprej. Ne. Kar pozabiš pa, da se svet lahko tudi v bistvu čisto na glavo obrne tudi staršem dejansko. Ja, tako. Čeprav se ti zdi, da so pač, se zdijo čisto ustaljeni, ne, v življenju, ki ga živijo, ne, in da je nemogoče, da jim karkoli pretrese njihov sistem, ampak te stvari se pač tudi zgodijo. Ne. Pa tudi mogoče imamo podobo še vedno takrat v starši, da so super heroji. Ne? Ja, Oni imajo vse pošlihtane. Ja, bodo že. Bodo že, pa se, če se... Vsi so dosti stari, bodo že poskrbeli za. Če se pa oni nojo znajdli, Ja. kdo se pa bo, ne? Ja. Če se bom jaz zdaj, dejno. Ja. Ja, zdaj smo smo šli v kar težke stvari. Ne. No, težke, ampak so tudi življenje, no. Mislim, da so pa tudi lepe, ne? Ne, tako, kot sem rekel, pač odnos se spremeni na lepš, vsaj moja izkušnja je taka. Ja, so pozitivne stvari zraven. Ja. Ampak tako, no, meni se zdi pomenljiva ta prispodoba, ki si jo prej nakazal, ne, z puščico in lokom, ki pač meni sporoča nekako predvsem to, da se pač to enostavno more zgoditi, ne, če se vse skupaj zlom in naredi škodo. Ne. Ja, mislim, da smo kar globoko prišli, marsikaj odprli, tako tudi nepričakovano mogoče. Pa bomo pustili tudi vse naše poslušalce, da še o naših besedah razmišljajo. Tako da se vsem zahvaljujemo za poslušanje, zahvaljujem se tudi vama, Peter in Janez, za pogovor, za vse ideje in zanimive prispodobe. Hvala te, Piva, za ta lep miselni vzorec, ki ga sicer nisem mogel gledati, ampak tako. Ampak si mu kar v redu sledil, no? Moram reči. Bravo, ja, dobro ste me vodili skozi. Ja, nič. Poslušajte nas še naprej. Ne? Čakaj, Peter, kaj smo zdaj rekli? A bo podcast, a bo poddaja? Rekli smo, da bo podcast. Okay. Ja, vem, da poddaja je katastrofa. Ja, ampak je slovensko. Ampak je slovensko, ne? To je tisto, kar sem... Ampak je katastrofa. To sem... Ja. Slovensko je lepo, to ni katastrofa. Če je v redu narejen, ja, pa to pa ni. To je dobro, je. Ampak se vem, prej sem imel že ta moment, ne, ki sem rekel, da sicer bi bilo zelo lepo, ne, poddaja. Ampak ker tega noben ne dela. Tega noben ne bo jemal resno. Ne vem. Zakaj pa ne? No, jaz sem zato, da ostane podcast. Okay, ne, se v redu, jaz sem to čisto. Ok, v redu.
A s kajem začnejo pisati? Mislim, da je dve varianti, podaja pa podcast s kajem. A prav s kajem. Ja. Pa vzamemo neko to srednjo verzijo, Ja. S kajem. poslovenja. Ja, mislim, da tudi na teh, na RTV SLO tudi uporabljajo A da je? Skype, ja. Okay. Če pa državna televizija No, se bomo kar ko uporablja. ravnali po njih potem. Ja. Mhm. No, red, Ja. da smo to razčistili, ne? Zdaj gremo lahko naprej. Se pravi, podcast lahko poslušate na YouTube kanalu Jezuitskega kolegija v Ljubljani, na Anchorju, Google Podcast, Spotify in tako naprej. Lahko nam tudi pišete kaj preko naše Facebook strani, Bomo veseli kakšnega Ja. odziva. Ja. pa mogoče tudi prek Instagrama Jezuitskega kolegija, tam smo tudi prisotni. Smo še kje prisotni. Ja, V uživo. duhu in mesu, ja, Ja. uživa. V Jezuitskem kolegiju pri Svetem Jožefu na Poljanah v Ljubljani, tako da tudi kaj se oglasite. Sicer pa nas boste poslušali zopet čez en mesec aprila, tako da do takrat se pa lepo imejte in veliko se smejte.